Nastopil je dan, ko se zbirajo tukaj izseljenci in iz vseh koncev sveta. Kakšen pomen imajo takšna srečanja, kakršen je letošnji? Torej, bom naredil kratek uvod. Več kot 30 let sem živel v Avstraliji in prihajal na ta srečanja, ki so meni osebno veliko pomenila, ker sem se srečeval z rojaki z celega sveta, ne glede na politično prepričanje. Izmenjavali smo izkušnje, kako preživeti v tujini, kaj opažamo, da je dobrega in kaj opažamo, da je slabega v domači domovini. Zdaj sem prišel nazaj in sem minister za vse te ljudi, ki so prišli sem. In tisti, ki niso in kjer so še po svetu. Je neverjetno čast, da lahko temu predsedujem, da jih vodim. Poudaril bi pa še nekaj. Franc Saleški Finžgar je rojen in pokopan blizu tlele pri Žirovnici. On je napisal Pod svobodnim soncem roman. Zdaj živimo v svobodni, suvereni Sloveniji pod svojim svobodnim soncem, ki je pa danes kar žarko, vroče. Ampak Radovljica je dober gostitelj, Grajski park je prijetno hladen in upam, da jih bo čim več prišlo do 6. ure, ko začnemo. Kakšen je bil sprejem v državnem zboru? Čustven. Veliko je bilo tudi na seji sveta en dan prej, seja sveta pri vladi. Premijer gospod Šarec, nažalost, zaradi drugih obveznosti v Bruslju, se veste, kaj se je zdaj dogajalo, ni mogel biti. Jaz sem pa podpredsednik sveta. Ogromno je bilo dobrih predlogov, ki jih bomo poskusili izvesti, izpeljati, pokriti in urediti, da se določene stvari ne bodo ponavljale. Predvsem je bil pa poudarek na preveč administrativnih ovir za Slovence, ki se hočejo vrniti. Nekatera birokracija je tako zavarovana kot kočevski medvedi. In tokratna osrednja prireditev je prav v Grajskem dvoru v Radovljici. To je bila pa moja osebna izbira in sicer iz več razlogov. Brezje je za Slovence izredno pomembno. Če povprečen Slovenc ni Boga boječ, je virospoštujoč. Starejši grejo radi na mašo na Brezje. Bled in Kremšnite so blizu. Radovljica je ob letališču, ob železnici, ob avtocesti, tako da je en idealen punkt. Na koncu je pa tudi to mesto Antona Tomaža Linharta in tukaj smo radi veseli. Ne, da bi se res ženili, ampak smo veseli. Torej, še en dan vas potem čaka maša v cerkvi dr. Stanislava v Ljubljani. Nažalost imam druge obveznosti, me na tem ne bo eden od mojih zastopnikov tam. Čeprav sem originalno rekel, da bom poskusil priti, vendar so bile druge stvari že prej navedene, tako da se gospodu Kocmurju in ostalim v Zavodu svetega Stanislava opravičujem za ta manko. Moram pa pohvaliti župana Radovljice, ki nam je šel izredno na roke in izredno pomagal. Jaz lahko samo ugotovim že od začetka, ko smo se začeli pogovarjati, da bi izseljenci prišli v Radovljico, smo se absolutno odločili za to. Sploh pa zato, da jim pokažemo naše lepote, ne samo radovljiške oziroma občinske, ampak tudi širše. Seveda danes sem jaz zelo zadovoljen, da je tako lepo vreme tukaj v Grajskem parku in lahko ugotovim, glede na trenutno počutje, da se izredno dobro počutijo. Seveda veliko je nastopajočih, mešanih, tako tudi teh gostujočih, ki prihajajo iz različnih držav. To me izredno veseli, da se na enem mestu potem zbere ta kultura različna, torej iz res različnih držav. Tako da sem prepričan, da bojo odnesli dobre vtise in pa da se bojo še vrnili ne samo ob takem oficialni prireditvi, ampak tudi s svojimi najbližjimi, kadar pridejo v Slovenijo. Kdaj ste se odselili od doma? Moj dedek je prišel iz Trbovljah 52. leta po dekretu kot rudarski strokovnjak in so ostali živeti do konca svojega življenja.
In kolikokrat na leto prihajate domov, iz kje ste pravzaprav doma v Sloveniji? Ja, moj oče je rojen iz Trbovljah in pridemo 2-3 na leto v Slovenijo po vabilu na dobrodošli doma. Kdaj ste prišli v Slovenijo? Včeraj smo prišli v Ljubljano, malo smo šli na sprehod po Ljubljani, danes v Radovljico, obiskali smo Begunje, Avsenikov muzej, malo pogledali Elanovo tovarno in ob 11:30 smo prišli v Radovljico. In koliko časa ostajate tukaj? Zvečer se vrnemo nazaj v Ljubljano, jutri pa gremo za Kakanj. In kakšni so vaši vtisi ob letošnji prireditvi Dobrodošli doma? Odlični, vsako leto je vse boljše in boljše. Rada pridemo vsako leto z veseljem, se oglasimo na vabilo urada in Slovenske izseljenske matice. Od kje pa vi prihajate? Jaz prihajam iz Novega Sada, iz Društva Slovencev Kredarica, iz najstarejšega društva Slovencev v Srbiji. In koliko šteje vaše društvo? Okrog 2000 članov. Nastalo je pred 22 leti, 1997, tako da skozi ta leta osnovni namen je bil negovanje slovenskega jezika, kulture in običajev. Imamo dopolnilni pouk slovenskega jezika, imamo pevski zbor in danes tukaj nastopa tudi moška pevska skupina Fantje, ki praznuje letos 15. obletnico od ustanovitve. In kdaj ste vi odšli iz Slovenije? Jaz sem se poročila v Srbiji, v Novi Sad pred 33 leti, tako da sem zdaj že tam precej časa. In se počutite dobro? Ja, v redu se počutim, čeprav sta oba otroka, sin in hčerka, sta na študiju v Sloveniji. Preko Urada za Slovence v zamejstvu po svetu sta prejemala štipendijo, kot tudi veliko naših otrok, ki zdaj nadaljuje izobraževanje v Sloveniji, zahvaljujoč možnostim, ki jim daje Republika Slovenija, torej naša domovina. Od kje vi prihajate? Jaz prihajam iz Pulja. In koliko časa že živite v Pulju? V Pulju sem od 79 leta. Da. Ste si tam ustvarili družino, ste tam delali? Ja, imam družino, sem delal sem v Sloveniji in Istra mi je zelo lepa. Kakor Slovenija moja na sončni strani Alp. Kolikokrat na leto se vračate v Slovenijo? 2 do 3. In kje ste pravzaprav doma? V Pulji. To je jedna vas pred Puljem, to so Škatari. To je med Puljem in Medulinom. Vas je več prišlo, ste sami? Ne, jaz sem sam prišel. Mislim, dol sem družino ustvaril s 4 otroki in ženo Istrijanko. In kakšni so vaši vtisi tokrat? Meni so odlični, ker zmeri sem na tem nastopu Dobrodošli doma, kjer spremljam svoj zbor Encijan iz Pule, kateri tudi pojejo danes, mislim, bojo nastopali sedaj in jih zmeraj spremljam. Udeležila ste se te osrednje prireditve tukaj v Radovljici. Kakšni so vaši vtisi v prvem trenutku v prihodu? Veste kakšni? Mešani po svoje. 2 dni se v bistvu srečujem z našimi rojaki zamejstva in sveta, z mladimi, ki so odšli študirati, uspeli in so zelo dobri, pa se vendar, kljub temu, da so uspeli v tujini, vračajo domov in niso pozabili na domovino. In zato me preveva neko posebno, bom rekla, neki posebni občutki, ker je presenetljivo, da kljub temu, da so dosegli višek svoje ustvarjalne kariere, se še vedno vračajo in so pripravljeni to deliti tudi z nami. Čeprav mogoče v slovenskem prostoru trenutno še nismo odprli srca in vseh možnosti, da se ti mladi lahko vrnejo. No, med njimi so pa tudi taki, ki so starši bili v tujini, pa so se vrnili v Slovenijo.
seveda tudi. In jaz upam, da slovenska beseda in slovenstvo, ali če rečem korenine slovenskega življa, ne bodo zamrle in da bodo prišli ali pa se vračali večkrat domov. Iluzorno bi bilo pričakovati, da bodo vsi prišli nazaj, ker ko si nekdo od mladih zagotovi življenje v tujini, ima mogoče tudi boljše pogoje za delo, več denarja, kot je tako, čeprav jaz večkrat rečem, denar ni vse. Tem našim ljudem, ki so v tujini in po svetu, predstavlja predvsem druženje in seveda slovenska beseda in tisto, da se večkrat vidijo in srečujejo več kot vsak materialni, bom rekla, položaj in pa denar, ki ga nekateri tako opevajo. Skratka, ne samo v takšnih srečanjih, kot je današnji, ampak večkrat na leto. Hvala lepa vam. Večkrat, tako je. Anastazija, kdaj ste se vi odselila v Makedonijo, v Skopje? Pred 40 leti sem se preselila v Makedonijo. Vas je peljala, kako? Kaj je prišlo do izseljenstva? Mož je študiral v Ljubljani, jaz tudi sva se spoznala in to je bil vzrok. In sedaj imate korenine tukaj v Sloveniji? Ja, korenine imam v Sloveniji, sem tukaj iz Prekmurja, živim pa dol. Se pa često vračate nazaj v Slovenijo? Ja, prihajam pogosto, ja. Kakšni so vaši vtisi ob današnjem dogodku tu v Radovljici? Ja, zelo lepi. Mi smo bili že 14krat, ker smo slovensko združenje France Prešeren iz Skopja in skoraj na vsako srečanje prihajamo, odkar smo ustanovljeni. Vas je več? Ja, cela skupina, pevski zbor, še malo pa bomo nastopili. Vi prihajate iz Argentine, koliko časa živite tam? Pač celo življenje, jaz sem bila rojena v Argentini, oba starša sta Slovenca, sta v Argentino prišla po drugi svetovni vojni, sta bila povojna begunca in dobro, pred 50 in še nekaj leti sem se jaz tam rodila. In pa tudi moji otroci so se tam rodili, tam živimo vsi. In kakšno je življenje v Argentini? Dobro, mi, ki smo potomci Slovencev, imamo poleg rednega življenja klasičnega Argentinca, tudi naše slovensko življenje v skupnosti, največ v koncih tedna, kjer imamo veliko kulturnih prireditev. Mi imamo danes v Argentini pevske zbore, slovensko šolo, predvsem slovensko šolo, sobotni pouk za otroke in mlade, pevske zbore, folklorne skupine, imamo razne prireditve, morda jih je vsaj kakih 30 takih večjih na leto in imamo zelo živo skupnost. In tudi vaši Argentinci so imeli čudovit nastop tukaj. Seveda smo jih prišli malo pogledati pa jim malo poploskati. V takih skupinah so bili lani pa še nekaj let nazaj tudi moji otroci. Se čestokrat vračate v Slovenijo? Kadar je to mogoče. Trenutno prihajam enkrat na leto, ker zastopam Argentino v svetu vlade za Slovence po svetu, že to je tretjič in tako prihajam malo bolj redno, vsako leto. Sicer pa, ko je pač mogoče. In današnji vtisi tukaj v Radovljici? Res lepo srečanje, je zelo lepo najti tukaj Slovence iz vseh koncev sveta. To je res taka posebna prireditev, kjer se vidi, kako nas ta slovenski jezik vse združuje, kljub temu, da smo razpršeni čisto po celem svetu. Hvala lepa in še prijetno počutje. Hvala vam. Vi pa prihajate pravzaprav iz Slovenije, ste tukaj rojen. Kako pa vas je pot zanesla naprej? Ja, bil sem rojen v Celju, pravzaprav Polzela, Savinjska dolina. In ko sem dosegel 22 let, smo se kot družina preselili v Toronto, Kanada. Bili smo nekako ekonomski izseljenci v tistem času in od tistega časa živim z družino v mestu Toronto. Je v Torontu veliko slovenskih izseljencev? Celotna Kanada danes ima približno 30 do 40 tisoč Slovencev. Od tega jih okrog približno 75% živi v okolici mesta Toronto, kjer je zelo aktivna slovenska skupnost. Prosim. V Torontu živi tudi pevka Marija Ahačič Polak. Da.
Smo kolegi, pravzaprav jo že dolgo poznam, zato ker je organizirala radio slovenskih Kanadžev v Torontu že pred 20 leti, tako da smo zelo ponosni na njo za njeno delo pri snemanju radijske oddaje, seveda. In sedaj vodi tudi nek poseben zbor? Njen zbor bo pravzaprav prišel na obisk meseca avgusta, če sem prav, na dvotedensko turnejo, kar smo zelo ponosni, da je slovenski zbor nekako dosegel takšno višino kvaliteto, da lahko nastopa po Sloveniji. Plamen je njeno ime, toliko da omenim za gledalce. In koliko časa vi ostajate tukaj? Jaz prihajam okoli 2-krat na leto. Trenutno sem prišel ker sem zastopnik kanadskih Slovencev v svetu za Slovence po svetu. Smo imeli kratko sejo in tako da je bil del obiska plus tega družinski obisk, kjer živim. Hvala in prijetno počutje še naprej. Hvala lepa.